Česa vas je najbolj strah, ko se odločate, če bi šli nekam sami potovati? Ne, res, to me dejansko zanima, zaradi tega, ker tokrat slišim, a te ni nič strah, da greš sam, jaz bi tudi šel sam potovati, ampak si kar ne upam, pa kaj če mi bo dolg čas, pa toliko časa biti sam s sabo, pa tam ne poznaš kulture, pa tam ne poznaš kulinarike, pa ne veš kam greš, pa pol je vse ful drago. Dejansko je toliko enih razlogov, toliko enih minusov, ki si jih ustvarimo čisto sami v glavi, da se pol kar nekako odvrnemo od tega, da bi nekam sami šli. In pol pride do tega, da vedno iščeš neko družbo, neke ljudi, da bi šli s tabo, in s tem pride polno enega prilagajanja. Nekdo ima čas, nekdo ga nima, nekdo bi šel tja, nekdo bi šel spet na drugo lokacijo, en bi ful veliko stvari probo, en bi ful veliko stvari videl, en bi šel v muzeje. In enostavno si kdaj rečeš, pismo, če bi bil kle sam, bi lahko to čist drugače izkusil. Saj ne me narobe razumeti, jaz obožujem potovanja s prijatelji, ker je to čist druga izkušnja, kakor če greš nekam sam. Ampak po drugi strani pa obožujem tudi potovati sam, ker sem se toliko naučil stvari samo sebi. Primoran si se znajdeti, narediti neke svoje raziskave. Vse napake, ki jih narediš, nosiš posledice sam in ne moreš nobenega drugega okriviti, ne moreš se skregati. Še vseeno obstajajo telefoni in če ti je dolgčas, pokličeš domov, pokličeš frende, pokličeš družino. Sploh če imaš kakšen videoklic, je to tista puzla, ki ti zafila pač celotno sliko. No, zdaj že malo predolgo vezamo o solo potovanjih. Tole, kar ste gledali na tem posnetku, je mesto Sapporo na otoku Hokkaido na Japonskem. Nadaljevanje mojega solo potovanja po Japonski, ki jo do zdaj še nisem izkusil in videl. In res je ta sever Japonske čist drugačen od Japonske, ki smo jo mi navajeni, se pravi kakšen Tokio, Kyoto, Osaka. In me že veseli, da vam lahko še bolj predstavil ta del te prekrasne dežele.